Seborg, japonska umetnica, njeno umetniško ime je sestavljeno iz kovank Saeko, kar je njeno lastno ime, in pa Cyborg, in sicer izhaja v svoji identiteti tudi iz teorije Donna Haraway in Cyborg manifesta, kjer naj v prihodnosti ne bi bilo spola, ampak naj bi cyborg bil brezspolno bitje in v nekem smislu futurističnem pogledu tudi Saeko, cyborg, išče svojo svobodo, identitete in spolnosti v objektih iz lateksa, napihljivih karakterjih, ki jih izdeluje. Je članica Department H, to je zelo znan queer teater z Japonske, ki vsako prvo soboto v mesecu prireja zabave in pa predstave. Zdaj, tudi na Japonskem je lateks kultura dokaj popularna, vendar je fokusirana dokaj na ego in pa recimo identifikacijo preko spolnosti, medtem ko Saeko zavzame v svojih figurah, pa naj so to živali, ogenj ali kakršna druga oblika, ki jo sicer danes ne vidimo na razstavi, zavzame svojo identiteto. Nekako kritično je do svoje vloge v japonski družbi. V tradicionalnem smislu je vloga ženske v japonski družbi zelo začrtana in se preko teh drugih identitet, ko obleče lateks oblačilo, napihne to lateks oblačilo, nadane drugo kožo in je pač razbremenjena te vloge. Naslov razstave Klavnica 17 izhaja iz dela Kurta Vonneguta Klavnica 5, kjer se v Dresdnu med drugo svetovno vojno skrivajo v klavnici in potem, ko pridejo na plano, vidijo porušen Dresden in pa za dela Kurta Vonneguta so tudi znana preskoki med prihodnostjo, preteklostjo, vlogami in to je tudi značilno za delo Seborg. Klavnica 17 je že 11. razstava po vrsti, saj se je po Kurt Vonnegutovem Klavnica 5 je ona nadaljevala Klavnica 6, 7, 8, 9 in torej 11. razstava je Klavnica 17. Razstava prikazuje domačijo, gumijasto, napihljivo, igračkasto domačijo, kjer imajo živali svojo vlogo. Na prvi pogled stvar učinkuje kot kritika mesno-pridelovalne industrije, vendar obstaja v tej razstavi mnogo vzporednic in nivojev. Ena je seveda kritika mesno-pridelovalne industrije, druga pa je predvsem ta igra vlog in pa vloga ženske v sodobni japonski družbi. Na razstavi v Žigalici pač trije prostori, dva stranska, en centralen. V levem prostoru imamo mati Pujso, ki leži v svinjaku in doji prašičke. Te prašički v centralnem prostoru končajo seveda na klinih kot meso. V levi sobi ob vhodu pa imamo predstavljeno kmetijo z različnimi živalmi, vse so ženskega spola. Kura nosi jajce, krava daje mleko, ovca daje volno, prašiči dajejo meso in v tej relaciji med kmetijo in
kmetom vedno obstaja neka ljubezen, se pravi, on skrbi za živali, živali živijo, ampak v končni fazi končajo v ekonomsko prid kmeta. En del razstave seveda je tudi kmetica, ki jo vidimo tudi v videu, v katerem nastopajo člani Department H, kako se sleče. In sicer to je v tradicionalnem smislu nekakšen podaljšek ženske vloge, da zagotovi na kmetiji potomstvo, da je družina močna. In predvsem tej vlogi, tradicionalni vlogi, ki pa v hipermoderni družbi nekako ne vzdrži več, nekako na to vlogo iz preteklosti Seeborg tudi opozarja. Seeborg zanimivo povzema poleg, bi se rekel, enostavne teme kmečkega življenja, posega v kulturo potrošništva. Sami liki jih lahko vzamemo iz japonskih stripov, mang, v bistvu celo hentaja. In sicer povzema zelo tudi iz potrošništva otroških igrač, recimo Playmobil, igračk za otroke, in v bistvu iz te neke domišljije in estetike gradi svoje svetove. Sama postavitev galerije je skulpturalna, vendar se vse skulpture, ki so narejene iz lateksa, ki se ga napihne, se jih da obleči. S temi skulpturami se pač izvaja tudi teater. Sama Seeborg je izvedla performance sodelavko, tudi na otvoritvi razstave se je oblekla v pujsa in prevzela neko povsem svojo vlogo, katero so nekako dojemali obiskovalci otvoritve. Nekako je Seeborg resničen jagoden izbor, kaj se trenutno dogaja v Tokiu, v Shinjukuju, v Kabukicho distriktu, kjer je ogromno LGBT klubov in je v bistvu neka nadgradnja vseh teh roleplayev, če tako lahko rečem, kot pač jih poznamo iz japonske kulture.